10 let je, kar smo ustanovili Vseslovensko združenje malih delničarjev in se spoprijeli številnimi primeri oškodovanja, tako delničarjev kot drugih, ki so bili povezani z postopki lastninjenja, ki niso bili peljani na domišljen in transparenten način. V tem času se seveda soočamo z nekaterimi momenti, na katere izrecno opozarjamo, ne samo v domačem, pač pa tudi v mednarodnem prostoru. Gre za na eni strani resno vprašanje, kam postopki peljejo, predvsem iz naslova razlastitev, ki so jih bili deležni delničarji vseh slovenskih bank, tudi njihovi obvezničarji. Predvsem ocenjujemo, da je to namenjeno dodatnemu ustvarjanju nezaupanja in ustvarjanju konflikta na ravni med drugim tudi med delom in kapitalom. Torej danes sem tu tudi s tem namenom, da zelo jasno pokažem, da gre za konflikt, ki ga želijo tisti, ki iz tega naslova kujejo dobičke na neupravičen način, brez da bi pri tem spoštovali tista pravila in transparentnost, ki jih je pri tem vsekakor potrebno spoštovati. Hkrati za konflikt, ki se poraja med tako imenovanimi zagovorniki nacionalnega interesa in tistimi, ki se zavzemajo za lastninjenje in privatizacijo. Tudi ta konflikt je namerno ustvarjen, sproduciran in v bistvu namišljen, zato da se ustvarja nerazumevanje, megla in nezaupanje. Ko govorimo o slovenskih bankah, so te brez nadaljnjega danes v 100-odstotni državni lasti. Mi smo ponudili, da bi v primeru Nove kreditne banke Maribor, recimo, kjer je bilo največ delničarjev od katerekoli delniške družbe v Republiki Sloveniji, preko 100 tisoč, ponudili boljše pogoje odkupa, kot so bili v javnih občilih objavljeni, da se ponujajo. Vi morate vedeti, da je v tej banki 850 milijonov državnih obveznic, hkrati pa je moč slišati, da je najboljša ponudba 150 milijonov za njeno prodajo. Vsekakor je to eden od momentov, ki kaže, da pri teh postopkih seveda potrebno biti nadvse previden, ne samo iz naslova oškodovanja delničarjev, ne samo iz naslova oškodovanja zaposlenih, družbe kot take, ampak tudi perspektive številnih ljudi in seveda našega gospodarstva.